knjižnega trga. Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Naj vas na začetku prve oddaje v novem letu nagovorimo kar z naslovom znanstvene monografije Nataše Golob Pozdravljen ti, ki bereš. Posvetili se bomo ob koncu oddaje, začenjamo pa s pesniško zbirko Blaža Lukana Fance, Fance in nadaljujemo z romanom Dragana Potočnika Mor poruk. Recenzije so napisali Marija Švajncer, Bojan Sedmak in Isto Kilih. Njene pesmi in pesmi zanjo je v podnaslovu pesniške zbirke Fance, Fance zapisal njen avtor Blaž Lukan. Posvetil je materi, pravzaprav vsem materam. Pesniška zbirka je šla v knjižni zbirki Sončnica vsa nora od svetlobe. Izdalo je književno društvo Hiša poezije, njeni subtilni verzi pa so nagovorili Marijo Švajncer. Blaž Lukan na začetku pesniške zbirke Fance, Fance pojasnjuje, kaj pomeni njeno ime. Njegova mati je bila krščena za Frančiško, ko je bila majhna, so ji rekli Štefnova čeča, vse življenje pa jo kličejo Francka. Njen najmlajši brat se imenuje France, njo pa so kot otroka klicali Fance, toda kasneje je niso več poklicali s tem imenom. Vtisnilo se je v pesnikov spomin in nastale so nežne pesmi. Pesmi so napisane kot verzificirana pripoved o Primorki, ki je na novo zaživela na Štajerskem in nekoliko muhastem nagovoru njenega sina. Za trenutek je vse skupaj nekako pravljično. Fance se zdaj pojavi kot dobra vila, že v naslednjem hipu kot kak navihan škrat pristopica med nas in nas na svoj prikupni način prepričuje, da je življenje lahko nadvse lepo, čeprav je preprosto in zoženo na omejen prostor. Nič ne reče, a včasih se zazdi, da ji iz ust poletijo mavrični mehurčki. Spomin ji seže v domače kraje. Divjala je vojna in se je bilo treba skriti pred sovražniki. Italijanski vojaki so bili v Bregu, ponoči je bilo za hišo slišati partizane. Dekleta, med njimi tudi Fance, so bila mlada in brezskrbna. Potem so šla od doma in se čez leta spet srečala. Toda tisto, kar je bilo poglavitno, je bil njihov smeh. Naj so opravljala kmečka opravila ali se umikale pred nevarnostjo, zmeraj so se smejale. Najbrž je prav mladost tista, v kateri je vse nezapleteno in lahkotno, toda zgodi se, da se ponoči vendarle prikrade tudi strah. Fance je bila zavedna Slovenka, zapisovala si je pesmi in jih z zanosom prepevala, tudi tisto, ki ima globoko sporočilo in se imenuje Vstala Primorska. Ko zapiše zadnjo vrstico zadnje od njih, vstane. Vsaki ob obral bo moral prav tako vstati. In v Fancino življenje se je prikradla ljubezen. Zaljubila sem se vanj, ker je imel take črne lase, počesane nazaj in bodikaste brke. Govorili so, da ni primerna zanj, saj je prestara. Fant je pameten in zna celo nemško. Moral bi si izbrati kako učiteljico, ne pa kuharice Fance. Toda ljubezen ima svojo moč in premaga skoraj vse ovire. Skupno življenje pa slej ko prej pokaže zobe. Vse mogoče pride, smrt prvega sinka, selitev na Štajersko, rojstvo dveh sinov, življenje iz dneva v dan, moževa smrt in nazadnje samotni dnevi. Ko je Fance hudo, se zna pogovarjati z vetrom ter se vživeti v njegovo divjanje in silovitost. Prisluhne kosu in mu reče, naj zapoje pesmi Zabučale gore ali Šivala je deklica zvezdo. Ptič pa zažvrgoli tisto znano, lepo mi poje črni kos, oj črni kos. In tudi tako je čisto v redu, še Fance zapoje z njim. Črni kos se ji tudi pridruži, ko skrbno obdeluje vrt in jo opazuje, kaj vse postori. Narava ji prinaša mir in spokojnost. Čudi se, kako zanimive živali so okrog nje. Od komarja in vrabca do sinice, pa še deževnik se zvija po sveže prekopani prsti, krt dvigne hribček zemlje in bo zdaj pokukal na svetlo. Velike živali so tudi oblaki, tako se mi zdi.
Največja žival pa je noč. Fantce ni mogoče očitati, da ne gre naprej s časom. Fotoaparat, radio, telefon in televizor ji niso tuji. S televizorjem se rada pogovarja, le politike ne mara in takrat zamenja kanal. Najbolj pa se razveseli sonca, ki ga sploh ni treba prižgati. Vsako jutro zasije in jo poboža po licih. Stihi so namenjeni Fantce, tu in tam pa se oglasi tudi njen sin. Ko se mati nameni podreti brezo, ji zagrozi, da ne bo več prihajal domov. Ali prihaja zaradi drevesa ali zaradi nje? Seveda zaradi nje, ji odgovori in pomisli, da pravzaprav ni razlike, obe sta brezi. Sina z blagimi besedami skuša poučiti, kako je treba živeti, on pa si misli svoje in ravna, kot se mu zahoče. Le zato gre, da ima svojo Fantce nad vse rad. Ko ta ugasne, je vse drugače. Ustavljena je v času, ki ga ni več, in tudi doma ne, zdaj je nekje drugje, nekje, kjer bomo nekoč vsi. Ampak vseeno si tu, v teh pesmih, ki so nikjer in nekje. Beremo te nežne in lepe pesmi, polne miline in blagosti. Fantce ostaja med nami in tudi sami postajamo malce otožni, po svoje pa tudi radoživi in razigrani. Dragan Potočnik, zgodovinar, pesnik in zdaj že drugič tudi romanopisec, je roman Morporuk postavil leto 1532, ko je turška vojska nekaj dni silovito oblegala mesto ob Dravi, kot so imenovali Maribor. A čeprav je bilo dogajanje zgodovinsko, so v romanu bolj v ospredju osebne zgodbe, tako med oblegovalci kot med meščani za obzidjem. Roman je izdala založba Pivec, predstavlja ga Bojan Sedmak. Zgodovinski roman Dragana Potočnika Morporuk je povit v kvalitetno naslovnico in zavihke Vojka Pogačarja, spremno besedo Boštjana Narata, v kateri urednik besedila zapiše, da je Dragan Potočnik marsikaj in marsikdo, profesor, zgodovinar, raziskovalec, popotnik, pesnik, strokovnjak in pisatelj. Avtor pa v lastni spremni besedi izpostavlja, da gre v njegovi pripovedi za preplet raziskave in domišljije in spoznanja, da brez zgodbe ni spomina, ter da se je pri pisanju opiral na ohranjene kronike v turških arhivih. Besedilu sta dodana slovarček manj znanih pojmov, pretežno iz islamskega besednjaka, ter kazalo z naslovljenimi poglavji in natančnimi datumi, izmenično zapisanimi po gregorijanskem in muslimanskem koledarju. Iz teh je razviden čas dogajanja od 2 dni v mesecu marcu do zaključnih v novembru, večinoma pa v avgustu in septembru leta 1532. Ko se je 100-tisočera turška vojska vračala s plenilskih pohodov po takratnih deželah, ob tem pa mimogrede nekaj dni silovito oblegala Morporuk, Marburg, Maribor. Avtorjev drugi roman vsebuje za zgodovinsko epiko značilno prepletanje preteklih dejstev z zgodbami stvarnih in fiktivnih oseb, ki se v skrajnih življenjskih razmerah trudijo najti globlji pomen svojemu in bivanju nasploh. Dragan Potočnik je podobno spajanje intime in zgodovine izpeljeval že v prvencu pesmi za Sinin Džan. Teksturo Morporuka razgrinja poleg zaključnega vsevednega 8 prvoosebnih pripovedovalcev, razporejenih med 2 nasprotni strani.
Vsaka je po svoje glavna v lastni glavi in prostoru, kakor ga doživlja v Istanbulu ali v Mariboru ter njegovi bližnji in daljni okolici. Po količini pojavljanja prednjačita branitelj mesta, fiktivni Radovan, in operativni poveljnik napadalcev vizir Ibrahim Paša, stvarno zgodovinsko izpričan zaupnik sultana Sulejmana ter njegov vojaški nasprotnik, prav tako historično dokazljivo obstoječi voditelj odpora, mestni sodnik Krištof. Naslednji lik, izmišljeni mladenič Selim Juri, dvakrat spreobrnjen, janičar in kristjan, svojo kompleksnostjo potrjuje, da roman ne sodi in ne poenostavlja, ampak poskuša razumeti. Notranja svetova dveh ženskih likov pa sta predstavljena dovolj stvarno, da se lahko izmakneta morebitnim očitkom o romanesknem romantizmu. Turška Ajša in marburška Anika sta v svoji psihologiji prepričljivi, ko se prva ukvarja s sultanovim sinom in sooča s povečano pozornostjo veličastnega, druga pa se mora znajti v ljubezenskih zagatah med zajetim tujcem in domačim prijateljem Marekom. Avtorjev motivu ljubezenskega trikotnika realist, ki sanjarije in zanose svojih književnih oseb uravnoveša s tekom časa. Na družbeni ravni mu je seveda jasno, da je romantizirano nacionalno zgodovinopisje žal krivo za uvodne memorandume v premnoge vojne. Zato se ne ukvarja z mitiziranjem tistih septembrskih dni leta 1532 in mogoče tudi zato ustavi odlomek, v katerem derviši ob odhodu izpred Morporuka plešajo z Rumijevimi verzi. In nikjer v romanu ne omenja legendarnega, pogumnega, izmišljenega čevljarčka, krojačka, hlapčiča, ki je potopil Turke, tako da je v suhe jarke okoli mestnega obzidja spustil deročo vodo. Poleg tega se je pisatelj že kot nekonvencionalen popotnik z velikansko kilometrino naučil ceniti predvsem človekovo sočutno značajskost in se izogibati, kolikor je to mogoče, samovoljnemu napuhu, napolnjenemu z vsakršnimi ideologijami. Začetni del pripovedi je namenjen predhodnemu zavojevanju turške vojske, ko se Sulejman Veličastni na ogrskih ravnicah odloči, da se obrne od Dunaja in se pred zimo vrne v prestolnico imperija, ob tem pa oblega in uničuje domala vse na svoji poti. Dogajanje znotraj marburškega obzidja medtem poganjajo odnosi med meščani v tesnobnem pričakovanju in pripravah na boj za biti ali ne biti. A ko se spopad začne, vse bobni in se trese in gori, da se zazdi, da morda celo preveč. Vendarle so številne eksplozije v tekstu razložljive, ker različni akterji določene iste dogodke pač predstavljajo iz več perspektiv. Dandanes filmi prikazujejo vojaško nasilje z digitalno natančnostjo pošastno fascinantno, vključno živo dokumentiranimi pogledi, tik pred smrtjo razprtimi v ubijalske drone in z vsiljivo bombastiko nemalo zaslepljujejo nevidna bistva. Ob prevladujoči potrošnji virtualnosti je zato opisovanje dramatičnega bojevanja zgolj z besedami v literaturi zahtevna naloga. Homer si jo je lahko lajšal z bogovi, Tolstoj reševal z monologi na krvavih poljih, Potočnik pa v svojem romanu podobno doživljanje pripiše mlademu konvertitu Selimu, ko se ta znajde sredi bojišča. Kot zamrznjen. Čutil sem, kako me zebe, ne od mraza, temveč od praznine. Bil sem sam med vsemi, ki niso več čutili. In čeprav sem dihal, hodil, gledal, se je v meni nekaj ustavilo. Moje roke so bile umazane od zemlje in krvi, v kotu ust sem okušal pepel. Nisem mogel moliti. V prsih sem čutil le tisti strašni, neizgovorjeni strah, da bom nekoč pozabil, kaj pomeni biti človek. Da bom pozabil glas, otrokov jok, dotik materine roke. Besedo, ki jo izgovoriš, ne da bi jo moral.
Ta strah je bil hujši od smrti, korak proč od mene. Krhkosti in ranljivosti si ljudje v boju za preživetje ne morejo privoščiti brez posledic, čeprav sta morporuškim oblegancem hkrati razlog in nadloga za mirno sobivanje, ko živijo razpeti med strahom in pogumom, obupom in upom, uporom in predajo. Pisatelj svoje književne osebe spretno navdaja s širokim obsegom čustev. Dobre sreče se nadejajo najbolj na poteh, ki jih vodi hrepenenje po ljubezni. Slabe pa se praviloma ukvarjajo s sabo, oblastjo in uničevanjem vsega v dometih obsedenih volj do moči. Stil je prilagojen tempu dogodkov in njihovemu zaporedju v poročevalski maniri, zato ni nenavadno, da se 100 odstavkov začenja z veznikom ko. Vsekakor pa je v jeziku zaznavna Potočnikova lirična podstat, iz katere so vzklile njegove pesniške zbirke, zato iz besedila vznikajo lepe metaforične miniature. Naprimer, nekdo dvigne dlan, kakor bi ustavljal veter. Vojak pa se sprašuje: Katera roka je zdaj moja? Tista, ki drži meč, ali tista, ki sem jo kot otrok pomolil za kruh? Učinkoviti so tudi esejistični prebliski z moralno-etično tematiko, ob tem, da sovraštvo, ki ga gojimo, ni vedno naše lastno. Včasih ga podedujemo in morda lahko tudi odložimo. In včasih tudi spomin ni en sam, razcepi se na govorice, legende, tišino. In je morda res treba začeti drugje, kjer ne bi vsak kamen govoril o tem, kar je bilo. Dodana vrednost romana ni le v obujanju pozornosti na pomembno dogajanje v preteklosti Maribora. To uspešno upiranje pred pol tisočletja je bržkone prvo v nizu kljubovalne tradicije mesta, ki se v odločilnih trenutkih ni predalo zavojevalcem. Tako kot se po prvi svetovni vojni ni pustilo priključiti upravi številnejših sosedov in se je v drugi upalo izpostaviti začetno akcijo proti okupatorjem ter potem z uvodno blokado začeti še oboroženo narodno osamosvajanje. Potočnikov Morporuk je umetnostno besedilo humanista, pisca različnih zvrsti, od strokovnih monografij do avanturističnih potopisov, vse skozi opremljenega s pretanjenim posluhom za ravnovesje med nasprotji kultur in kot takega tudi povezovalca prizadevanj za nujno potrebno človeško sožitje in preživetje. In poleg romanopisca seveda še pesnika, ki mu velja prepustiti zadnje besede v pričujoči recenziji, podkrepljeni s hvalevrednostjo. In vendar nekaj ostaja. Ne veličina vojske, ne število osvojenih trdnjav, ne dolžina poti, ne glas slave, ki zadoni ob povratku. Nič od tega ne ohrani spomina. Ostajajo drobne stvari, ki preživijo. Roka na ramenih otroka, zvestoba brez pogojev, pogled brez pričakovanja, čaj ob večeru pod zimzeleno krošnjo. Ko vse mine, ko se imperiji sesedejo vase, ko kamni postanejo ruševina in imena izginejo iz molitev, ostane le vprašanje, kaj je tisto, kar dela človeka resnično velikega.
Umetnostna zgodovinarka Nataša Golob je svoje dolgoletno ukvarjanje s srednjeveško literaturo kronala z obsežno monografijo Pozdravljen ti, ki bereš. V njej, kot pojasnjuje podnaslov, obravnava literaturo v srednjem veku na Slovenskem in njeno občinstvo. To pa pomeni celo tisočletje večinoma latinskih rokopisnih besedil, nastalih ali hranjenih na našem ozemlju. Obsežno delo sta izdali Celovška Mohorjeva založba in znanstvena založba Univerze v Ljubljani. Vanj se je poglobil Iztok Ilih. Na prvih straneh nove sijajne knjige Nataše Golob se pesnik Boris A. Novak v navdihujočem pozdravu zahvali avtorici s parafrazo naslova, ki ga je dala svoji raziskavi. Zahvaljena ti, Nataša, ki bereš in pišeš. Nagovarjajo kot vrhunsko in mednarodno priznano avtoriteto na področju umetnostne zgodovine srednjega veka, še posebej iluminiranih rokopisov, ter obenem vsestransko podkovano in lucidno umetnostno zgodovinarko. Priznava ji, da je z novo, po ugotovitvah prelomno raziskavo, zapolnila globoko vrzel v našem poznavanju srednjeveške knjižne kulture na Slovenskem in z njo bistveno spremenila dosedanje predstave o zgodovini kulture na slovenskih tleh. Novak, ki se je v prepesnitvah pomembnih del srednjeveške poezije izkazal za mojstra besede, ki občuti in razume veličino ustvarjanja v besedilih in podobah v sploh nemračnem srednjem veku, v tem povzetku pove tisto najpomembnejše, zaradi česar se mora bralec pokloniti novi raziskavi, s katero Nataša Golob nadgrajuje svoje delo, objavljeno v monografijah, srednjeveški rokopisi s črnilom in zlatom, ter že prej v drugih znanstvenih publikacijah in prikazano na odmevnih tematskih razstavah. Najpomembnejše sporočilo razkošne knjige s podnaslovom Literatura v srednjem veku na Slovenskem in njeno občinstvo je na dolgoletne raziskave oprta ugotovitev Nataše Golob, da ohranjena slovenska srednjeveška literarna kultura obsega vsaj 3-krat toliko primerkov, kot sta jih leta 1931 v katalogu srednjeveških rokopisov s 161 enotami v naših javnih knjižnicah in arhivih dokumentirala Milko Kos in Frances Tele. V ta seznam pri nas ohranjenih listin in kodeksov je vnesla nekaj popravkov, predvsem pa ga je razširila z rokopisnimi dokumenti, nastalimi v tukajšnjih skriptorijih ali vključenimi v samostanske in plemiške knjižnice, ki pa so jih pozneje odnesli iz naših krajev. Na pogosto izražene dvome, da bi Paolo Santonino ob obisku v Žički Kartuziji mogel videti 2000 rokopisov, odgovarja, da je ta številka morda celo prenizka. Avtorica, prepričana, da kolofoni pripisi, zgodovinske beležke in druge prvine potrjujejo slovenski izvor rokopisov, v njih vidi gradnike na poti do celovitega razumevanja ohranjenih pisnih spomenikov, njihove primerjave z lastnostmi rokopisov iz slovenskih javnih zbirk pa so ji dale trdnejše časovne in delavniške okvire. Pri tem ni upoštevala le rokopisov z vpisanimi besedami slovanskega izvora, kot je bilo v navadi pri literarnih spomenikih pomembnih za razvoj slovenskega jezika. Pogled je razširila na vso knjižno kulturo, povezano z našim prostorom. Odločila se je starejše sezname dopolniti z rokopisi, ki so, kot je pojasnila, zdaj v tujini, a jih kolofoni, pripisi, zgodovinske beležke in tako dalje dokumentirajo kot rokopise iz naših krajev. V preverjenih dokumentih s tem skupnim imenovalcem je odkrivala gradnike na poti do celovitega razumevanja ohranjenih pisnih spomenikov, neposredne primerjave z lastnostmi rokopisov iz slovenskih javnih zbirk pa so dale trdnejše časovne in delavniške okvire. Nataša Golob nasprotuje pogostim navedbam v starejši literaturi, da so bili ljudje v srednjem veku nepismeni, zapisovalci pa kvečjemu beležkarji, tako da znanje v knjigah ni imelo veljave.
Nasprotno, je prepričana. V različnih samopredstavitvah so osebe, ki so sedele za rokopisi, sporočale svoje imena, misli, občutke, celo šale in uganke. To so bili najpogosteje prepisovalci, a prav tako korektorji, urejevalci, večkrat tudi bralci in lastniki. Ohranilo se je namreč blizu 100 imen, od meniha Bernarda iz Stične do več deset drugih kopistov in knjižnih slikarjev, ki so ob svojem imenu zapisali, da so doma, na primer v današnjih Slovenskih Konjicah, Ljubljani, Novem mestu, Celju, Kopru in tako naprej. Delo sledi spoznanjem v novejšem času, da vsebine, ki so jih kopičili izobraženi in radovedni bralci, niso bila samo liturgična in teološka besedila podrejena potrebam cerkve in posvetnih oblasti. Pogled usmerja tudi na povezave med literaturo in vsebinami iz listin in dokumentov ter na doslej neprepoznan vpliv takih sekundarnih zapisov na tedanjo likovno in glasbeno umetnost. Z branjem doslej manj znanih besedil, dodaja Nataša Golob, se zdaj začenja jasniti razmerje med govorjeno in zapisano besedo. Množica spomenikov tako imenovane pragmatične pismenosti pa še čaka na podrobnejše popise in analize. Raziskava s skoraj 1800 opombami in 60 stranmi slikovnih prilog je v knjigi strnjena v 8 poglavij. Avtorica predstavlja nastajanje, razvoj in posebnosti rokopisne dediščine, piše o šolah, študentih in pišočih, o skriptorijih, rokopisnih delavnicah in prepisovalcih, pa o starejših knjižnicah in popisih knjižnih del zlasti v Sloveniji. Z njimi v zvezi tudi o pisarskih oznakah, ekslibrisih, glosah in signaturah, o pozni antiki in krščanskih motivih, brižinskih spomenikih, legendariju iz Gornjega Grada in rokopisih iz Stične. Zadnje poglavje govori o poznem srednjem veku ter prinaša opombe k slovarskim in leksikalnim delom, pravnim spisom, epiki, liriki, nabožnemu pesništvu, pridigam in tako naprej. Vsak rokopis je enkraten, tudi če je prepis, če nič drugega, so v vsakem drugačne napake. Pravi Nataša Golob. In še? Knjiga kot objekt, narejen po človekovi volji, iz človekovega znanja in hotenja, je izhodišče za vsakovrstna miselna in čustvena stanja. S knjigo lahko povežemo skoraj vse, kar se človeku zgodi in kar je v človeku, od pohlepa, zasvojenosti, nečimrnosti, ljubezni, čaščenja, do prezira, sovraštva in zavržnih idej. To je torej vse v letošnji prvi oddaji iz Knjižnega trga. Recenzije Marije Švajcer, Bojana Sedmaka in Istoka Iliha sta prebrala Jure Franko in Lidija Hartman. Glasbo je izbrala Alma Kuželj, oddajo je posnel Jernej Boc. Uredil sem jo Vlado Motnikar.